Pozdravljeni, moje ime je Uršula. Danes sem za vas pripravila en tak zelo kratek vpogled v moje karte Rozeta. Pripravila sem ga pa zaradi tega, ker bo jutri sončni mrk, torej 14. oktobra, bo sončni mrk, o katerem sem že kar nekaj povedala v svoji napovedi za oktober, november in december. No in ta mrk bo prinesel res veliko zanimivih stvari, predvsem lahko pričakujemo nepričakovano, zelo bodo na udaru znamenja dvojček, pa tudi devica. Poleg tega tudi tehnice bojo zelo na udaru pri tem, torej mrku sončnem, pa seveda vsi tisti, ki živite na primer Rahujevo obdobje ali pa Ketujevo obdobje. To seveda se vidi po Jyotish analizi, če to živite. Torej vsi tisti, ki torej živite to obdobje, boste zelo na udaru pri tem mrku. Drugače pa nasplošno, kot sem rekla, torej mrki seveda se dotikajo vseh nas in lahko dejansko pričakujemo torej nepredvidljive situacije in pa situacije, ki se bojo zelo hitro odvile. Ta mrk nam bo dal možnost, da nekaj dokončno razrešimo, nekaj, kar že zelo dolgo želimo razrešiti, pa nam mogoče do zdaj ni uspelo. No, to bomo res zdaj lahko naredili, torej nekaj razrešili, nekaj spremenili, da bomo seveda lahko potem nadaljevali z našim življenjem, se pa verjetno ta zadeva vleče že ali od aprila letošnjega leta ali pod lanskega leta od oktobra 2022. In to stvar, ki jo že toliko časa želite razrešiti ali prekiniti, dokončati, spremeniti, se bo zdaj pojavila možnost, da to naredite. Pojavila se bo lahko tudi možnost, neka hitra možnost za neke nove priložnosti. Torej, ta mrk bo prinesel tudi to. Kot sem pa rekla, lahko pa tudi neke prekinitve, lahko tudi prekinitve vez, lahko poslovnih, zasebnih, pa tudi določene spremembe na delovnem področju, v delovnih resorjih. No, ampak zdaj pa kar pojdimo na naše skupine. Torej, lahko izberate med 3 kamenčki in 3 kartami. Torej, prva z temle rjavim kamenčkom, druga z temli vijoličnim in pa tretja z temle temnim črnim kamenčkom. Torej, svetujem vam, da globoko vdihnete, mogoče da pomislite na neko področje, kjer imate mogoče kakšne zastoje, konflikte, težave in da torej boste dobili odgovor, ali boste zdaj to razrešili in kako boste razrešili pri tem mrku, vam bo seveda ta karta dala odgovor. No, zdaj pa kar začnimo. Te 2 bomo umaknili, te 2 skupine, drugo in tretjo, pa gremo kar na prvo skupino, tisti, ki ste izbrali tole karto. Torej, prej kart nisem pogledala. Torej, tale je pa zelo huda karta, bom rekla, huda, milo rečeno. Torej, vi boste dejansko, oziroma tako bi rekla, ta sončni mrk vam bo dejansko prinesel neko razrešitev, prekinitev, torej nekaj, kar že dolgo želite prekiniti, kar že dolgo želite spremeniti, boste zdaj dokončno uspeli spremeniti in prekiniti. To je lahko nek poslovni odnos, osebni odnos, neka situacija, ki se dolgo vleče, boste zdaj dokončno imeli priložnost, da jo prekinete. V to situacijo so lahko vključeni 3 ljudje, lahko tudi 4, lahko pa ste vi sami v odnosu do 3-4 ljudi, ali pa vi pa še 3, no, ni nujno, torej pojavlja se številka 3 in 4, torej nekaj boste prekinili, to se že vleče že kar dolgo časa in zdaj bo končno možnost, da to res presekate in vam tudi svetujem, da to naredite. Torej, tudi če še oklevate, torej prekinite z nečem, kar vam ne služi več. To je za vas sporočilo. Torej, ob mrku, ob sončnem mrku, ki se bo zgodil jutri, torej prekinite, torej končajte z nečem, kar
ni več dobro, da je v vašem življenju, ker vam ne služi več. Torej, ta karta rabelj, rabelj predstavlja torej pač izgubo, spremembo, prekinitev. Torej, vam bo torej prinesla, torej ta karta vam bo prinesla torej neko prekinitev, tako da, drugače pa se pazite stroškov, no, tudi to sporočilo mi je prišlo, torej pazite se, da ne izgubite nekaj denarja, torej pazite pri stroških zdaj v času tega mrka, torej tako približno 2 tedna in potem tudi še kasneje, ne, ker mrki seveda sem rekel vplivajo do 3 mesece, do 6 mesecev, torej pazite se pri velikih stroškov, lahko bi kakšen denar izgubili, torej pazite pri investicijah, to je tudi sporočilo, pazite se tudi potlačene jeze, in pa zdravstveno bodite pazljivi, torej, da vnašate dovolj vitaminov, mineralov, lahko bi bili malo slabokrvni, ampak seveda to velja samo za nekatere, to ni seveda tako nasplošno, lahko bi čutili tudi kakšne bolečine v ramenih, torej pazite glede tega, drugače pa kot sem rekla, torej prekinite z nečem, kar vam ne služi več. No, to je bilo za prvo skupino vse. Dali tukaj na stran, zdaj pa kar pojdimo na drugo skupino, tisti, ki ste izbrali to karto, puščavnik, no, to je pa tudi zelo zanimiva karta, torej ta karta puščavnik predstavlja samoto in notranjost, torej vam mrk prinaša, torej prinaša željo, da bi se poglobili vase, torej željo, da bi raziskali nekaj, kar je v vas, torej mogoče nekaj škodljivi programi, podzavestni vzorci, ki jih imate v sebi, s tem se boste začeli precej ukvarjati, torej svojo notranjostjo, tudi s tem, kaj čutite, kaj mislite, kaj vi hočete. Lahko to tudi pomeni, da ste imeli neko izgubo, pa je to zdaj predelujete, tudi to bi lahko ta karta pomenila, pomeni ta karta tudi željo po samoti, torej zelo dobro bo pri tem mrku, da se umaknete v drugih, torej ne, da se čisto izolirate, samo da greste pač nekam, kjer ste sami, v naravo, da razmislite o določenih vprašanjih, da se poglobite vase. Drugače pa ta karta pomeni tudi, da boste našli nekaj, kar že dolgo iščete, to pomeni neko rešitev za neke stvari, torej pri vas pa torej ta mrk, torej kaže na to, da boste pa razrešili nekaj, ker vas tudi že dolgo muči, ampak v tem smislu, ne da boste mogoče prekinili, ampak da boste našli neko rešitev, ki jo je zelo, zelo dolgo že iščete, torej to se lahko vleče od lanskega oktobra, torej od 2022 ali pa od aprila letošnjega leta in iščete neko rešitev in zdaj boste imeli možnost, da najdete neko rešitev, torej bili ste na razpotju, lahko da ste se odločali med 2 stvarema in zdaj boste to rešitev končno našli, torej za nek problem, za neko situacijo, ki se že nekaj časa vleče, boste našli rešitev. Svetuje se vam, da poslušate intuicijo, da poslušate srce. Seveda, vedno je dobro poslušati srce in razum, ampak tukaj pa posebej je poudarjeno srce, torej da se odločate glede na to, kaj čutite. In torej zelo dobro pri sebi razmislite, kaj hočete, kaj želite, kakšne so vaše želje in se potem na podlagi tega odločite. Torej, ker boste pred neko odločitvijo, pred nekim razpotjem, ampak boste seveda za to našli zelo, zelo dobro rešitev. Zdravstveno se pazite kosti, torej to so seveda zobje, torej druge kosti v našem telesu, drugače tudi mogoče, torej puščavnik predstavlja neke bolezni, ki so povezane bolj s starostjo, torej pozabljivost, potem bolečine v mišicah, torej v sklepih, take stvari. Drugače pa zobje, predvsem bodite previdni v tej smeri. Drugače pa seveda ta karta torej vam govori, da dajte že pogledati vase, v svojo notranjost, in se vprašate, kaj vi želite. In seveda, torej, kot sem rekla, boste našli neko stvar, neko rešitev, tudi če nekaj iščete, nek predmet boste to našli, ta karta to obljublja. Poleg tega pa seveda boste nekaj razrešili, kar vas že dolgo muči. No, to je bilo za drugo skupino. Zdaj
Zdaj pa gremo še na tretjo skupino, torej tisti, ki ste izbrali ta črn kamenček. Ujetnica. V redu, tale sončni mrk nam pa prinaša kar zahtevne energije. Težke energije pomeni, da moramo se poglobiti vase, se vprašati, kakšne škodljive vzorce imamo v sebi in jih tudi razrešiti. Pri tem nam te karte lahko zelo pomagajo, saj rozeta na zadnji strani pomaga, torej, da te energije sprostimo. In ta ujetnica je pa tudi kar težka karta, torej kaj se bo vam dogajalo v času tega sončnega mrka. Počutili se boste ujeti in nemočni, torej lahko bi bili v kakšnem depresivnem stanju, zelo boste žalostni, nemotivirani, razočarani, nesrečni, ujeti, torej počutili se boste nemočni, to je lahko zaradi nekega odnosa, poslovnega, osebnega, lahko zaradi neke situacije in vam se svetuje, da v času tega mrka razmislite, kako bi se osvobodili teh okov. In tudi ta mrk verjetno vam bo ponudil priložnost, da iz tega izstopite končno, iz tega nezadovoljstva, ujetosti, ukleščenosti. Torej ta mrk vam bo torej v roku, zdaj bom rekla, 2 tednov, 3 mesecev do 6 mesecev, torej pomagal, da se boste tega končno osvobodili, da boste svobodno zadihali, da boste šli ven na sonce, pojdite ven na sonce, torej pogledajte, ta ujetnica je ujeta v eni temni kleti, privezana, priklenjena, ampak seveda to je velikokrat naš torej mi se sami ujamemo v neko situacijo in naš deluje tako, da pač imamo mi občutek ujetosti, ampak to je vedno iluzija. Torej mi vedno smo ujeti v neko situacijo, ki nikoli ni brezizhodna, vedno se lahko najde neka rešitev, ampak seveda ljudi je velikokrat strah, da bi naredili neko spremembo in zato kar tičimo torej v tej situaciji, ampak torej mrk bo vam pomagal, da boste nekaj razrešili, pri tem bojo tudi lahko sodelovali oziroma so lahko to vključeni 4 ljudje, lahko ste pa tudi sami, pa imate res tako občutek ujetosti, zdravstveno se morate paziti, torej črevesje, lahko bi bili zaprti, torej prebava, torej pojdite ven na sonce, začnite se gibati, jejte torej zdravo hrano, veliko zelenjave, sadje mogoče ni tako priporočljivo zaradi sladkorja, ampak tudi, to tudi pospeši prebavo in pa zelo taka domača hrana, torej ovseni kosmiči, kuhani na mleku ali pa slive namočene v vodo, kompot. To je meni mama moja kuhala, naprimer. Torej, pazite se v tej smeri, drugače bi vas lahko boleli tudi spodnji deli nog, roke, torej zapestji bi lahko imeli težave. Drugače pa, kot sem rekla, torej ta mrk vam bo pomagal, da boste najprej ugotovili, da ste sploh ujeti, da se boste, torej, zdaj tudi, ker že to poslušate, torej bom že jaz vam to ozavestila, da ste pač ujeti v neko situacijo, ki pa seveda ni brezizhodna, vi imate tak občutek. In vam bo ta mrk pomagal, da boste torej v roku naslednjega pol leta, to je največji ta rok, v katerem pač bi to lahko razrešili, torej da boste izstopili iz te nemoči, iz te ujetosti in seveda zadihali spet svobodno. No, to je bila pa zadnja skupina, torej za današnjo kratko napoved, torej če želite kupiti moje karte Rozeta, jih seveda lahko kupite. Drugače so to zelo posebne karte, so preplet mojega zanimanja in mojega znanja iz zgodovine, umetnostne zgodovine in tudi okultnega. So drugače zelo lepe na pogled, narisala jih je Ina Lutarič. So pa seveda, kot sem rekla, že prej sem malo omenila, izjemno energijsko močne, ker nam seveda pomagajo, da spremenimo neke situacije, dogodke, okoliščine, da svoje podzavestne vzorce najprej ozavestimo, potem pa jih tudi preobrazimo, spremenimo. In te karte vam seveda pomagajo pri tem, da sploh ugotovite, torej, katere vzorce imate, katere težave imate. Tiste pozitivne karte se pa hitreje manifestirajo. No, to je za danes vse. Pozdravljam vas in vam želim lep dan še naprej.